Gospodove milosti bomo na veke upevali.
naša, težko bi si jo predstavljali brez ene sveče. Težko. Sveča zagori v krst, sveča gori na koncu. Sveča gori vmes. Dragi sestre in bratje, ki se ukvarjate s to plemenito in žlahtno dejavnostjo, s čebelarjenjem, vi nam osvetljujete življenje. Sveti škof Ambrož je bil škof v Milanu, v mestu, ki se je izredno hitro razvijalo, še hitreje raslo in bilo iz dneva v dan bolj novih idej in novih stvari. In kdo je bil sveti škof Ambrož? Bil je policist in ko so se cerkveni očetje med seboj stebli po smrti prejšnjega škofa, je pa šroten pared naredil. Kakšen velik dan je dal tistemu mestu. Kakšen velik dan red delate vi, ko lovite pobegli roj? Kakšen velik dan red naredite, ko pozdravljate čebele, ko so dosti ratovne? Ko prinesete svojo roko, svoj čuteč dotih. In ko sem gledal enkrat čebelarja, ko mu je čebelica lesla takole gor, so se koja pa dejte ostane zapišla na nebo. Pa ga res ni. Tako nezno se ga dotika. Bog vedi, če čebelica to ve. Ampak čebelar ve. Kaj se lahko naučimo od tega reda, od tega dotika? Življenje je polno svetlobe, tako je sam. Življenje je polno srečujočega, zdravilnega dotika, a ga je treba ponuditi. Življenje je polno skrbi in urejenosti, ki jih je vedno znova treba odkrivati. Vse vemo, kakšen svet je okrog nas. Dostikrat nas pravi v slavo Bogu. A vendar, če poiščemo red in urejenost, vedno znova in najbolj. Jezus nam tukaj stopa na pot. Vam, dragi čebelarji in čebelarke, ko vam vedno znova ideje bolajo v srce. Ko se zdi, da znanost odpove. In kaj takrat pomaga? Zelo pomaga. O, sveta Bož, pomagaj. Pride nova ideja. A človek mora biti ušljiv. Preden nisem še srečal čebelarja, ki bi rekel, da se vsako sezono ne nauči česa. Ta odprtost, ta ušljivost, ta hkrati ponižnost pred tisto majhno čebelico, ki takrat, ko je v skupnosti reagira popolnoma po svoje. To vas dela čudovite tudi v človeški družbi. Sestre in bratje, učimo se od čebelic. Morda nam ne bodo oznanile prav evangelskega oznanila, prinese pa nam bodo veselje, razvilo občutek osamljenosti, dale nam bodo zdravje in, kar je še najbolj pomembno, tista tišina, ki se včasih tako bojimo, bo napolnjena z mehkim brečanjem. Kakor molitev, ki se v ritmu odvija v naših cerkvah, v naših domovih. Kakor molitev, čebelice brni, breči, vaš čudovit zvok. Vam si kdo od tega tudi pozdravi, da je Bog, da bi se od njih naučili lepega sožitja, varljivega dela, pa še vsega tistega, kar je malo za nas nekaj, ko bomo v prihodnjih letnih sezonah še vdobili. Sestre in bratje, kdor zaupa Bogu, gradi svoje življenje na trdem temelju, ponižno prosimo Očeta. Za cerkev, da
svojo cerkev razveseljuješ izvodom svetega škofa Ambroža. Sledom njegovega življenja nas hituješ v dobrem, z njegovim oznanjevanjem nas poučuješ in na njegovo priprošnjo nas vabiš. Zato ti z vso množico angelov in svetnikov tvojega hvalnico in neprenehoma vsebino. Sveti, sveti, sveti Gospod, Bog vsega carstva, polna zadovoljstva in zemlja tvoja slave, Hozana duša žala, blagoslovljen in blagoslovljen Gospod vrhovni, Hozana duša žala. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vseh svetosti. Zato po sveti prosimo svojega duhovnega duha, da nam postane telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno na branje, je vzel kruh, se zahvalil, razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje greha. To delajte v moj spomin.
Sile da pomagaj, da se bomo varovali grehe, pogovarjali pred vsakim nemirom, ko popolnih blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, ti sprejemaš naše rajno srečo večnega življenja. Ne glede na naše grehe, ampak na vernost svoje cerkve. Trdi umirjene vodi, polni edinosti, se izpolni tvoja volja, živiš nas ljudi.
Različnim jedem omaham, da ne javi pesmi jedem, ki jih pečemo ali kuhamo.
sposobni pridirati hrane za svoje potrebe in se ne zanašati na zabojnike, ki jih trgovci dovažajo iz sodaljnih koncev sveta, brez znanega izvora pridelave ledu. Namesto naslova znanega slovenskega čebelarja pa preberemo naslednji naredki na kozarcu, kjer je pridelan v Sloveniji, v državah Evropske unije in v drugih državah sveta. Pa si zamislite, kaj vse mogoče dobiti v trgovinah, ni pa nujno, da je kozarce naravni med. Takega so verski Romaji hvalili v Žurju po 2 do 3 evre za kilogram. Kupci zatrjujejo, da je med dobrega okusa še poceni. Hvala za kemijo v kozarcu. Med kot hrana ima visoko kalorično vrednost. 100 gramov medu nam da približno 320 kilokalorij, ena jušna žlica pa okoli 64 kilokalorij. 1 kilogram medu nam da toliko energije kot 3 kilograma svežega govejega mesa, ali 50 jajc, ali 5 litrov mleka, ali 3 kilograma sladkovodnih rib, ali 1 kilogram puste šunke, 6 kilogramov pomaranč, ali 3 kilograme banan. Poznamo več sortov. Med svetlične medove spadajo akacijev med, svetlični med nabran na travničnih svetlicah in gozdni podrasti, ajdov med, regratov med, med oljne površčice, lipov med in pustanjev med. Manjni medovi so kojev med, smrekov med, lipov med, javorjev med in še mnogi drugi rastlin, predvsem dreves. Čebele na podrasti nabirajo iz ročke raznih uši. Te uši iz enoletnih pogankov rastlin sesajo njihove sokove. Uši imajo enostavno telo. Ker se uši dobesedno preveč držav sokov rastlin, jim omenjeni sok šprica iz telesa na liste, iglice in podrast, katerega čebele nabirajo. Čebele zadajajo v svoji slin, ki vsebujejo ogromno snovi, to mano obogatijo in naletijo med. Mana se pojavlja tudi v svetličnih medovih v obliki posameznih, večjih ali manjših kristalov. Večina potrošnikov je mnenja, da je čebelar proizvajen med, dodaja kristalni sladkor, kar ni res. Resnična pa tudi ni lanska razpita, da živa afera v letih, kjer je sredstev za zapinanje parazita garoje, ki vztrajno uničuje črede družine. Slovenski medovi so cenjeni po vsem svetu, pravi zaradi majhne posebnosti vlage v medu. Med lahko primešamo različnim napitkom ali jedem, na primer čaju, mleku, pecivu, jogurtu, kislemu mleku, naravnim sokovom. Tudi turško kavo lahko vsadimo z medom na mesto sladkorja. V naši prehrani lahko med popolnoma nadomesti sladkor, saj poleg sladkorja vsebuje več bioaktivnih snovi, ki jih naš organizem potrebuje. Tudi za diabetike je priporočljiv, toda meja za užitke medu. Priporočljiv je kostanjev med. Iz medu izdelujemo tudi medene pijače. Najbolj znan in priljubljen je medeni ker, staroslovanska pijača medica, medeno žganje, medena belina, pa verjetno še kaj. Einstein je napisal, če bi bilo možno človeka hraniti, kot čebele hranijo mamico z matičnim kviškom, bi človek preživel preko 300 let v polni psihičnih in fizičnih kondicij. Ko bodo pomate čebele, po 3 letih pomalo človeško. Hvala lepa za prebrano, gospod Mihajla. Sestre, bratje, pa se potem po svetu vaši
bi še cel noter skrivila, ne? Ja, ampak noter je pa popolno čebelic, ki pa delajo same čudeže. In potem dobimo nekaj dobrega vrta. Bog vas blagoslavlja in še naprej, dragi čebelari in čebelarke, vas poslušaki povabim, da se pred blagoslovom postojite tukaj spredaj za ta poti. Zdaj, v koncu obrate pa gremo sem, no? Čebelari neč ste župi, ko vas nekaj vaših čebelce, se stepemo se ne. Župečak, kdo je predsednik čebelarjev Slovenije? Noč, ja, še. Imamo luč. Imamo luč. Z Breznice. Ja, neč pa kar zagrano. Postregel. Spomin Petra Pavla Glavarja. Ja. Ja, ne. A imate čebelari? Antona Janša. Ja. To sta pa tudi, ja. To bližji stopi, no, vsak se pa pojete. Sebe revizija. Viktor, na zdravje. Da, moj potalnik. Ja. Še se bojate, še se neki bojate. Nada, pet sem. One. Vse sam zdravje. Gospodje, čebelari iz Kozarčka. Na vas pa na vaše delo. Kolikor kapljic, toliko let, Bog nam daj na svet živi. Živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. 300 kapljic, 300 let, Bog nam daj na svet živi. Živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. Bog živi.
Ujej, to pa metno. Skorda, ne da? Pravim da samo zdravje. No ne. No ne. Pa ni moderato žal. Ne vidite kako bi rozdano. Vera, глубоко. No, pa poglejmo. Kartina do, evo.